Beletrina v živo. Dragi gledalke in gledalci, vsi, ki nas spremljate, lepo pozdravljeni na današnji predstavitvi nove knjige založbe Beletrina Tišina, polna vetra, avtorice Gabrijele Babnik. Lepo pozdravljena, Gabrijela, med nami. Zelo z veseljem in velikim užitkom sem prebrala tvojo knjigo, tako da ti zanjo iskreno čestitam. To je že tvoj 6. roman, kaj ne? Ja, 6. ja. 6. otrok na nek način, ne. Poleg 3, ki jih imaš doma. Ja, poleg 3 seveda, ki jih imam doma, živih otrok, ne, ampak se to tudi živo, seveda. Tako. Povejva za začetek nekaj o tebi, nekaj malega seveda. Diplomirala si iz primerjalne književnosti in literarne teorije, leta 2009 magistrirala iz nigerijskega modernega romana. Od leta 2002 se redno pojavljaš v revijalni publicistiki kot avtorica kritik, analiz literarnih del. Za roman Koža iz bombaža 2007 si prejela nagrado Slovenskega knjižnega sejma za najboljši prvenec, za roman Sušna doba, prevedeno v več kot 10 jezikov, leta 2013 nagrado Evropske unije, za svoje kritiško delo pa istega leta še Stritarjevo nagrado. Poleg tega tudi prevajaš večinoma afriške avtorje in pišeš radijske igre. Pa začniva s Tišino. Pravzaprav začenjava v Tišini, tukaj v čudoviti knjigarni založbe Beletrina. Poklonila si se francoskemu pesniku Charlesu Baudelairu, lani je bila namreč 200-letnica njegovega rojstva, pa vendar to ni bila tvoja temeljna iztočnica. Ja, Baudelaire je prišel do mene, ne, se pravi Baudelaire in bom rekla njegova ljubimka Jeanne Duval, ne vem, kdo je bil čigav, ali je bil on njen, ali je bila ona njegova. Na nek način, ja, sta me presunila, šla sem v raziskavo njunega odnosa. Baudelaire je seveda zame iztočnica poezije, ne, ki je izvor vsega, ki je izvor sveta. Če parafraziram v bistvu tudi to sliko, ki je nekako diskutirana v romanu. In izhajala sem iz poezije, ne, se pravi jezikovno in tudi na nek način tudi na ravni zgodbe. Pa ne samo zato, ker je Baudelaire pesnik, še vedno zame, še vedno živ, je še vedno tukaj, enako Jeanne Duval. Ampak zato, ker je pač tak moj jezik, ker izhajam iz jezika, ker mislim, da je najprej potrebno najti jezik, ko se lotiš romana, ko se lotiš neke, bom rekla, kompleksnejše forme. Na začetku, samem začetku zapišeš, roman ni faktografsko navajanje dejstev in ne poskuša slediti različnim dogodkom ali osebam, pač pa je poskus, kako ujeti neulovljivo. Torej ujeti neulovljivo, ubesediti neubesedljivo. To je pravzaprav definicija poezije. Je zato tvoj roman tako poetičen? Ja, nisem želela iti v neka faktična dejstva. Seveda sem prebrala vse, kar je bilo mogoče, ne samo v slovenskem jeziku, seveda, prevodno kot neprevodna dela, ki se dotikajo Baudelaira in tega razmerja, in seveda pesniške zbirke Rože zla, ene najslavnejših vseh časov. Tako da sem čutila eno veliko odgovornost do tega, kako se pravzaprav tega lotiti. Ampak kar me je zanimalo pri Baudelairu je bilo ta neka zaveza pisanju. Seveda z Baudelairom se začne moderni čas, začne se Pariz, začne se pesnik v urbanem okolju. Potem imamo tukaj muzo, ki je pravzaprav nestandardna, nesprejemljiva za tisti čas in verjetno še za dan današnji čas. To se ni toliko spremenilo. Ampak ja, in potem je bila tukaj igra na delu, ne? Se pravi neki fakti, ki sem jih raziskala, in potem kako to konstruirati, kako ta roman pelje, da bo imel neko vertikalo, neko hrbtenico, ne? In seveda z dobršno mero igre, medbesedilnosti. Tukaj je ogromno avtorjev, ki mi je priskočilo na pomoč, da sem spisala ta roman. Recimo, ti kakšen tako pade na pamet ta trenutek? Slađana Mitrović, recimo, s svojimi raziskavami o vplivu fotografije na upodabljanje ženskega akta na prelomu 19. stoletja. To je bil tudi Baudelaireov čas, ne?
Potem je Črna Venera roman, recimo James McManus. Ja. Potem je Patricia Cavalli, italijanska pesnica. Ne? Odlično. Torej, poezija, bi rekla, je bila vendar izhodišče tega, ampak tudi ljubezenska zgodba. Meni so všeč tvoji opisi, ki so nekje res tako poetični. Ni vedel, kdaj natančno se je zgodil ta trenutek. Želel si je le, da bi ga nadaljeval, se ga oprijel, se zakopal v pozabo in to počel tako dolgo, dokler ne bi nežnost odgnala otožnosti in ne bi padel v popolnoma čist akord, za njim pa le četrtinka duha, daha in nič. Ja, to je ta beethovenovska struktura, ki je na ravni šala. Jaz v bistvu nikoli ne zapišem, da gre za Baudelairea. Vedno je šal. Potem se malo igram tudi z drugimi imeni. Ja. Igram se s časovnimi pasovi. Imamo Georgea Michaela, ki ga zasliši Jean Duval nekje v 19. stoletju in tako dalje. Mislim, to je na ravni igre, vse, kar pripovedujem. Seveda telo me je okupiralo kot tema. Kako se dojema žensko telo, temnopolto žensko telo. To je pač moja preokupacija v vseh mojih romanih. Po večini sem bila moškega, zdaj sem pač prišla, bom rekla, 19. stoletje, Pariz, temnopolto žensko telo. Kako je bilo pravzaprav prejudicirano, omejeno. Moja Jean Duval je malo uporniška. Ja, to mi je všeč. To sem jaz nadela, ne? Ja. Ampak v resnici mislim, da je imela zelo omejene možnosti. Pač kabarejska pevka, ki si je želela prepevati iz Haitija, o svojih hrepenenjih, pa to verjetno ni bilo mogoče. Ampak tako, da sem intervenirala na nek način, pa upam, da ne pregrobo. Ampak ta dve junaka sta moja in njuna telesnost, ja, kako je pravzaprav Baudelaire, ki se je ga bal iti onstran Pariza, pravzaprav popotovati v druge kraje. Ne? To žensko iz Haitija, ki je pač sama prišla z ladjo, že tukaj je bila dobršna mera poguma in potem to telo zaobseči in jo imeti rad in jo hkrati tudi sovražiti, ker je vse to zaobjeto. In jo je imel rad in hkrati se je bal. Jaz mislim, da se je tudi malo bal. Ja. Verjetno po vsem tem, kar sem lahko prebrala, kar sem med vrsticami zaznala tudi na nek način. Ja. Njegova mati pa je bila ta razsvetljenska ženska, urejena, svetla, evropska. Seveda, to je pač ta trikotnik, ne? Se pravi mama, očim in še prej oče. Baudelaire je bil razdedinjen, to je splošno znano. Češ da je zapravljal denar kot vsi pesniki, če lahko še samo sebe pač v ta panteon. Mati se je sramovala, da je rodila samo pesnika. Ja, on bi moral biti nekaj drugega, on bi moral biti, ne vem, ambasador, karkoli že. In pravzaprav ta diskurs je še vedno problematičen, se mi zdi. Ne, seveda, absolutno. Biti pesnik, to je največ. Baudelaire je trdil, da je to največ. Medtem ko okolica ga je drugače dojemala. Ne? Mama mu je pač pošiljala ta pisma, v katerih mu je opisovala, kaj se je zgodilo z Beethovenom, ne? Na koncu njegovega življenja, ko je oglušel. Ampak Baudelaire je, zelo dolgo sem razmišljala, kdo pravzaprav je on. Ne? Evan Michael Jackson, današnjega časa. Je najbližje nekje. Pa ne, ona je tista. Ona je pravzaprav predhodnica pop kulture, črnske, temnopolte. Medtem ko pa on je bolj klasična struktura. Ja, zelo klasičen v poeziji. Tako, ja. Hkrati pa je bil velik opornik, ta notranja revolucija njegova pesniška, ne? Ja, in tudi on je izvajal revolucijo v svoji umetnosti. To je bil tudi čas seveda nacionalizmov, pomladi narodov. Revoluciji. Ja, demokracija se je vzpostavljala takrat. Ne? Ljudje so se prebujali. Večina Baudelairovih biografov je obsodila Jean Duval, da je bila demonska, da ga je uničila, dostavljala mu je opij. Koliko je resnice v tem? Ja, nekaj že, ne? Nekaj že. Ampak to res izhaja iz mame, se mi zdi. Tudi v mojem romanu je tako, tudi pri romanu Črna Venera je tako. Zato je bil tudi menda razdedinjen. Mama je bila ta, bom rekla, razsvetljenska linija. Ja. Želela si je vse najboljše za svojega sina, ni razumela, zakaj to.
medtem ko je on šel, bom rekla, zelo daleč v tem svojem vztrajanju. Ne. Tudi jaz zase pravim, jaz bi lahko bila ne vem kaj v življenju, ampak sem se odločila, da bom pisateljica. Čutiš podoben razpon v sebi, torej od nebes do pekla in nazaj, nekje pri njemu od telesnosti k idealu, recimo, ne, kako zapiše v pesmi Elevation, ki je prevedena kot On stran sonca, au-dessus des vallées, au-dessus des étangs, torej nad jezeri, dolinami, gorami, gozdovi, se giblješ, duh moj, veder obsijan, torej nek presežni ideal čistega duha, da pa je to dosegel, pa je potreboval to temno posodo zemeljske telesne ženske. Ja, ampak on je, se pravi, prekinil, on je naredil nekaj velikega, nekaj strašnega. Ne samo, da si izmislil estetiko grdega. On je pravzaprav prekinil s petrarkovsko tradicijo. Kar je itak relativno, ne, grdo, lepo, ne, v umetnosti. Ampak on je naredil ta korak. In ni več te, bom rekla, te figure idealizirane ženske. Bele ženske. In to je bele. treba povedati. Ne? In on je seveda do določene mere je imel neke pretikline, ki jih danes imenujemo rasizem in tako dalje. Ne? Se to samo tudi očita. Ampak vendarle je on iz tega telesa vzel največ, kar je lahko v danem času, v dani dobi. Ne? In zdaj, Sublimiral je nekako to, ne? ja, v in kako je to poezijo. zdaj ona dojemala, ne? Kako je to zdaj ona razumela, pravzaprav, da je objekt, da je muza, da je vdihovalka dobrega spomina. Ne? Nje pravzaprav njegova poezija ni zanimala. Ne ganila. Ne ganila. Ona je bila na nek način, bom rekla, človek nove dobe, ki je prihajal iz novega sveta. Naravna je bila zelo, ne, v tem smislu. Primarna. Tudi on jo je tako dojemal, ne? Ampak kot rečeno, ona je imela svoje hrepenenje, ona je imela svoje želje in tisti, ki pravijo, da ga je uničila, seveda ne gledajo na ta njen pol. Ne? Verjetno se je res preživljala s prodajo opija, ampak takrat je bil opij prosto dostopen, to ni bilo nič takega. Ne? Vsi uživalci, Balzac je o tem pisal, Seveda. kako ta nova generacija pesnikov, literatov posega po opiju, ker je bil pač dostopen v lekarni. Ne? Čeprav podlegli ta nihanja, si je želel opija in potem se mu je odrekel, v skrajnosti je zapadel, seveda, ne? To je ta od pekla do nebes. Tako da jaz sem oba glasova, obema sem poskušala dati možnost. Tudi njej. Predvsem njej. Poskušala sem jo razumeti. Tako da, ja, jaz sem komaj čakala tiste prizore, ko bom lahko o njej pisala, ker vendarle roman ima to trodelno strukturo, ne? Česar se jaz ves čas že držim. In ona je moja. Ja. To se zelo čuti. Pa povejva še nekaj o samem pisanju tega romana. Kako si gradila to narativno nit, like, karakterizacijo, nenazadnje dramaturško nit romana? Ja, obrtniško je bilo to kar zalogaj. Zato, ker je pravzaprav velik časovni razpon. To je tudi čas, ki je od nas kar precej oddaljen že, ne? Ja, ampak jaz Te to mislim, da ni. smo izhajala sem pravzaprav iz tega, da smo pesniki stare duše, ne? Da smo literati stare duše. In da pravzaprav Baudelaire je, kot nekateri pravijo, da se pogovarjajo z mrtvimi. To sem jaz naredila, jaz sem se pogovarjala z njima. Ne? Na nek način je naš sodobnik. Absolutno. On je pač, kot sem rekla, to figuro pesnika vzpostavil, on je pač iskal zatočišče v hotelskih sobah, kasneje, mnogo kasneje je to Virginia Woolf naredila za ženske, ampak on vas konstantno najemala, bom rekla, te hotelske sobe, ki jih pač nista mogla plačevati, od katerih sta potem tudi bežala. In Baudelaire je to poseljeval, ne? Se pravi, je imel ta mir, to tišino. Ker tišina se kot rdeča nit se v bistvu vleče skozi celoten roman. To je eden izmed teh segmentov strukture. Zgodovino tišine recimo sem raziskovala, ko sem pisala ta roman. Ne? Tudi v smislu, takrat se začne vprašanje o obstoju Boga. Ne? Imamo Ničeja na vidiku, ne? Kanček kasneje. Ne? Poleti prvi balon v nebo, naredi se prva fotografija iz zraka, se pravi, nebo je prazno naenkrat. Ne? In to tudi Jean Duval pove Baudelaire. Neka nova perspektiva. Skratka, kako sem strukturo, eno je bil raven jezika, seveda, potem je bila ta tišina.
so nanosi, ne? Nanosi pravzaprav kot ti pozlačeni lističi po drugi strani je bila pa ta faktičnost, morala sem se odločiti, do kam bom šla, ker Baudelaire in Jean Duval nista zaključila tam, kjer sem jaz zaključila. Pravzaprav vrhunec romana je leto 57, ko imamo na sodišču, ne, ko celoten Sodni Pariz proces. brbota zaradi te ene pesniške zbirke. Ne. Tako da časovno sem se morala odločiti, kje je ta moja ločnica, no, ki jo bom pravzaprav zaobjela. In potem se razideta. Po tej letnici na nek način greste vsak svojo pot. No. Ona se na tem procesu postavi zanj. Res je. In priča pravzaprav celo razkrinka tožnika za njegovo moralistično hipokrizijo, ne? In reče, kako se moški razburjajo, da je to nemoralna zbirka, hkrati pa vsi hodijo v hiše zabave. Ne? Kar je zanimivo, je veliko uporništvo. Ne? Ja, vsi so se pravzaprav obrnili stran. Tako. Oportunizem literatov, ki je še dan današnji zelo podoben. On je pa računal na te velike. Ne? On je vse na nje računal, vsi so se obrnili stran. On si dopisoval z Hugojem, recimo, ne, z najpomembnejšimi tedanjimi literarni kritiki. Ta sistem še takrat ni bil vzpostavljen, se pravi, financiranja literatov, seveda ne, ker se je pač le država sama vzpostavljala. Ampak on je vendarle imel neko slutno, kako bi to moralo biti urejeno, kako bi pesnik moral biti financiran strani države, ker je pač to nek civilizacijski presežek, kar je on počel, kar tudi mi danes počnemo, ne, na nek način. Se pravi, kultura kot ena taka nadgradnja, ne, družbe. Ampak takrat je bil čas Napoleona III. Ne, in vsi so pač iskali neke svoje preference in koristi. In Jean Duval, kljub temu, da so se takrat že na nek način razhajale, je ona v nekem trenutku spoznala, da ga mora zaščititi. Ne. In priča na sodišču, in seveda to je bila velika stvar. Ampak to je moj roman. Ne govorim, da se to v resnici zgodilo. Ne? Saj govoriva o romanu. Torej, ko je Jean Duval pobegnila s Haitija prek Marseja v Pariz, ne pozabimo, da je na tem karibskem otoku prišlo leta 1804 do revolucije, s katero so dejansko dosegli abolicijo suženjstva, kar je zanimivo, ne? Torej ampak je nosila v sebi ta pečat tega in teh nemirov in groze nasilja. Starša so jo ubili pred očmi. Potem seveda tudi nek nostalgični spomin na dom, na plantaže, na otožno petje kreolskih dojil, vse to, ne, ta njena črnska duša. Nekje, kako je to vplivalo, ta njena nota na Baudelaira? Onadva sta se veliko pogovarjala do neke točke, do nekega trenutka, ko je pravzaprav odrinil Baudelaire. Ne? Ona je skratka imela izkušnjo revolucije in ona je vedela, da revolucija žre svoje otroke. Na nek način, ne? To je bila res prva črnska revolucija. Jaz sem pač se to raziskala in pregledala vrsto dokumentarcev in tako dalje, da bi ujela nekega duha. Skratka, razumela je njegovo uporništvo in ga je tudi ščitila, kot sem rekla. Ampak ona je prišla v okolje, ko je bilo pač februarska revolucija, ne, 48. leta. In ona je njega opominjala. Ta revolucija se ne bo išla in tudi povedala mu je, ne, to je revolucija pravzaprav za belega moškega, ki so imeli edini volilno pravico, ženske seveda niso imele, ne. Meščanska revolucija. Meščanska revolucija. Tako da ona je pravzaprav z neko intuicijo razumela, kaj ta revolucija prinaša. Ne? In seveda so se tudi umetniki med seboj pogovarjali, kaj bo prinesla pravzaprav ta populizem, ne? In vstop proletariata v neke, bom rekla, višje družbene sloje. Ne? Tudi odnos do umetnosti se takrat spremeni, ne? Ta diskurs visoke in nizke umetnosti. Ampak ona tega ni zapopadla, je pa intuitivno razumela, da bo tukaj vrsto trupel in da bo pogorišče na nek način. Ne? Tako da ga je poskušala svariti, tudi pravzaprav obranila ga je, ko je bil nekoč nek napad. Treba vedeti, da Pariz tistega časa je bil zelo kaotičen. Od prostitucije do teh revolucij, do trupel, ki so ležale na cesti. Polno barikad.
polno barikad. Znano tudi, ko je Baudelaire pravzaprav iskal svojega očima, ne, da bi ga, kako ne rečem, umoril, ne, Ja. ker je bila ravno zaradi mame ta trikotnik, kot sem ga prej omenila. Skratka, bilo je to neko vrvenje, v katerega je padla, Jeanne Duval, in ona je pač preživelka, ne? Ona poskuša preživeti v tem okolju. Ne? In tudi veliko razmišlja o tem, odnosu do jezika. Ona govori kreolščino, francoščino. Ne? Se nauči, ampak ni to njen jezik. Ni to njen jezik, to je njen drugi jezik. Skratka, ona skuša predvsem preživeti. Torej, osamljenost priseljenke, izobčenke, tudi ljubice, nekje si zapisala, da je začutila to svojo osamljenost, pravzaprav, ko je spoznala Šarla, ne? Kar je paradoks ljubezni mogoče, ali pa tudi, ampak ona je bila izobčenka, ne? Ja, on ji je pokazal Pariz, ne? On jo je uvedel v Pariz, ne? Tukaj sem pač tudi svojo izkušnjo Pariza, ko sem hodila še v svojih zgodnjih 20-ih v Pariz, tovornjaki, kjer sem srečevala seveda svojega moža na pol poti iz Afrike. In Pariz je zame pač to je moje mesto, ki se pojavlja pravzaprav v vseh mojih romanih. Ne? Ampak se pravi, to mesto, ki s vsemi svojimi težavami, z vso umazanijo, z vsem smradom, ne tisti Eifflov Pariz, ne? Skratka, tudi ta Pariz getov, kamor sem vedno zahajala, in tudi potem kasneje, ko sem z družino hodila v Pariz, vedno je bil tam moj pol, ta temnejši pol Pariza, bom rekla, na nek način. Ne? Tako da, ja, tukaj sem jo poskušala vpeti v to mesto, da oba živita s tem mestom. Ne? To je zelo pomembno v romanu, da ne samo funkcionirata na ravni, bom rekla, teh svojih ljubezni do petja, bodisi do pisanja, ampak tukaj je tudi neka ljubezen do mesta, do Pariza, kot takega. Ne? Do njegove svetlobe, ta navdih, ne? Kakšna posebna svetloba je v Parizu, takšna prosojna. Res je nizko spuščeno nebo, sivkasto, ne? Pa ta veter ves čas pravzaprav, ne? Zelo lepo, zelo fotogenično in tudi fotografija, ne? O tem govoriš. Fotografija, ne, ja, in podobene ženskega akta. Pravzaprav takrat je začel prihajati cel svet. Ona je tudi na nek način te prve generacije, ki so prihajale iz, bom rekla, kasnejših kolonij, ne, ali pa še predprejšnjih kolonij, in so se na nek način skušale vpeti v to mesto. Ne. Tako da, ja, ta naracija fotografije, moramo vedeti, da je bilo precej umetnikov, ki so imeli doma na tisoče fotografij, golih aktov, in to ni bilo dovoljeno, niti zaželjeno. Ne. Skratka, ta diskurs upodabljanja ženskega telesa se takrat radikalno spremeni. Ne. Tudi slika Izvor sveta izhaja iz tistega časa. Ne. Torej, ljubezenska zgodba je seveda eden od temeljev osi tvojega romana, pa vendar bi še enkrat izpostavila ravno to poetičnost tvojega jezika, ljubezen, ki jo čutiš do njega. Kako nekako tkeš, spletaš to pripoved od čutnih, taktilnih opisov telesnosti, predmetov, prostorov, hotelskih sob, torej neka neslišna, poetična podstat tega romana, ki se je mene zelo dotaknila. Hkrati pa dobi bralec občutek, da je tvoje pisanje tudi sosledje povsem likovnih podob, kot nekakšna poezija v slikah. In to se navezuje ne samo na fotografijo, ampak tudi na slikarstvo, ki ima prav tako mesto v tem romanu. Ona je bila model, ne, Gustavu Caroju. Ja, slikarju. tudi. Jaz sem že večkrat rekla, da sem na nek način nerealizirana oblikovalka. Ne? Od malega sem vedno, jaz razmišljam in pišem pravzaprav v nekih, likovno. Ja, v vizualnih podobah. Prizor, ki ga zapišem, si ga najprej predstavljam, ga najprej vidim, ne, pred očmi. Tako da je bila ta zgodba zame kot napisana. Že vnaprej napisana na nek način. Ne. Treba je vedeti, da so mene liki samo vodili. Jaz sem jih samo zapopadla, koliko sem jih lahko. In sta ona bila tista, ki sta mene peljala skozi to zgodbo. Ne.
In kot rečeno, že je tukaj velika odgovornost do jezika, do tega, kar so pravzaprav te persone bile in so še. In ja, moram reči, da te stavki so, ja, izhajajo iz poezije, seveda, ampak včasih se mi je zdelo tako, da tega sploh nisem jaz zapisala. Aha, da je samo prihajalo skozi te. Ja, v resnici. Pa nočem delati nobenih mitoloških Primerjav. Ne, absolutno ne. Ampak recimo se spomnim tisti stavek, ali pa vsaj uvodni stavki, ko se srečata založnik Baudelaireov in Baudelaire in mu založnik ponudi, da mu bo izdal pesniško zbirko. To je Februarska revolucija, na cesti, polno trupel, Pariz. In tisti uvodni stavki, iskala sem jih 2 meseca, verjetno. Res, neskončno dolgo sem jih iskala in potem sem se tudi vračala na določene prizore in sem jih pila in sem kaj ven vrgla, veliko sem ven vrgla, ker pač to počnem. Pa pišem na roke, seveda. To se verjetno vidi, ne? Ja, to se čuti. Zvezki popisani in potem sem se vračala nazaj, skratka, da so te stavke dobili pravi ritem. To sem iskala. Ponekod mi je uspela, ponekod mogoče malo manj, ampak spomnim se določenih, bom rekla, stavek mora zveneti, stavek mora biti simfonija, mora se vleči, no, bom Ja, rekla. seveda, sicer ni literatura. Baudelaire je ustvaril besedo splin, ki je nekje zelo lepa beseda, ki je nekje nadaljevanje že prej uveljavljene besede za občutenje naveličanosti, ennui, francoščina, tako lep jezik. Torej občutek izgube smisla, ki je nekje se porodil in potem razvijal hkrati s tem velikim industrijskim napredkom, kar je pravzaprav razumljivo, ne? Človek nekje, duša potem potone v to, kar je materialno, tako, takšen velik napredek in prinese to s seboj. Nekako je to vodilo potem v dekadenco, ki je bila zelo močna tudi v Franciji. Ja, zdaj, ko tebe poslušam, se mi res zdi, da je tukaj na delu neka dialektika, ne? Med telesnim in tem transcendentnim, ne? Duhovnim, seveda. In to sem verjetno zasledovala, to je verjetno neka hrbtenica mojega romana, ne? Se pravi, to dvoje, neka sinergija tega dvojega. Po drugi strani pa ta roman seveda je približevanje mene kot avtorice, bom rekla, francoskemu jeziku, kulturi, Parizu, več doma smo tudi trojezični, živim s človekom že 20 let, ki izključno govori francosko. Samo francosko? Ja. Ti govoriš francosko? Ja, seveda. In se pravi, tudi najini otroci, ne, na nek način. In sem jaz poskušala, bom rekla, iz neke druge strani ta jezik zapopasti, ne. In koliko se pravzaprav slovenščina, neko presečišče, bom rekla, te arhaične, prelepe slovenščine, ne, ki ima neskončno možnosti s francoščino, ne. In seveda po drugi strani seveda vse to, kar je želel Baudelaire. Ampak on je bil zelo kontradiktoren, ne, kot sem že rekla, ne. Za neko, bom rekla, neko osišče si je omislil in potem je temu radikalno nasprotoval, ne. Zdaj, Je bil tragični lik? Ja, absolutno. Absolutno. Saj smo vsi pesniki tragični liki. Zato, ker v bistvu sveta ne dojemamo s temi nekimi parametri, ki so splošno sprejeti. Ker nam pomenijo neke druge stvari veliko več kot pa to. Ampak on je potreboval seveda tudi materialne okoliščine za svoje ustvarjanje in je to poskušal pojasniti svetu okoli sebe, ne. Svet pa tega ni razumel? Ne, absolutno ne. Jaz mislim, da ne. Ves čas je bil nek podcenjujoč odnos do tega. Ampak jaz sem pravzaprav res vključevala precej avtorjev in avtoric in njihov odnos do ustvarjanja, no. Kaj vse oni potrebujejo, tišino. Se pravi, to razumevanje, da pesnik je v središču sveta
je v urbanem okolju, je v središču sveta in kaj vse je potrebno, da spišeš pesniško zbirko ali spišeš roman. Neskončno veliko. Ne? Skratka, tudi ta status umetnika, ne? Status umetnika, umetnik je nad vsem, poezija je nad vsem. Ne? In on je to poskušal izbojevati na nek način. No? Torej že takrat. Ja. Še danes ni tako. Ja, saj kot rečeno, jaz sem ta roman pisala, ko smo pač poskušali neke strukturne premike delati tudi v polju literature. Se pravi, ta odnos države do ustvarjanja in tako dalje. Nekaj je bilo doseženega, marsikaj je še ostalo, ampak z vso odgovornostjo. Z vso odgovornostjo do tega, kaj ustvarjanje je in kaj ta jezik je pravzaprav in kaj posameznik, iz katerega prihaja pač ta jezik, je in bi moral biti. No? Na nek način. Ja, ne bova kaj več verjetno govorili danes, ker mislim, da se nama čas že počasi izteka. Mogoče za sam konec, pred koncem se ustaviva še pri samem izteku romana, torej kako ga zaključiš. Rekla si mi, da se tebi zdi to najpomembnejši moment romana. Nekako like postaviš v naš čas. In meni je bilo to všeč, ne samo, da obrneš perspektivo, da nas obrneš na glavo, ampak morda je to tisti trenutek, v katerem bo bralec spoznal, kako je povezan s temi zgodbami. Vsakdo izmed nas, kako so nekje te velike zgodbe človeških usod, stremljenj, hrepenenj, lastne vsem nam. In kaj bi rekli še o tem? Ja, ne smeva preveč povedati, ne? Ne bova izdali zgodbe. Čeprav jaz pravzaprav res v resnici čakam vsakega bralca in bralko na ta konec in prosim, preberite do konca. Ja, preberite do konca. Ker tam me zanima, kakšen bo odziv. Roman je precej obsežen, ampak mislim, da zaradi jezika, da se ga lahko prebere, da se ga da prebrati. No? Seveda, kot ustvarjalka, kot pisateljica vedno iščemo neke, bom rekla, neke manevre, neke izhode. Ne? In ja, jaz sem si rekla, nič, kaj ne naredim Jean Duval na koncu. Ne? A ne jo pošljem na Haiti nazaj. To ne gre. Različni, mislim, so jo, da je na nek način zbolela, umrla. Tega si nisem želela. Ne? Skratka, zanjo sem naredila nekaj drugega, česar ne smem povedati. Ne? Ne. Sem jo seveda predstavila v 21. stoletje, rečemo. Ne. Tam imamo tudi Šarla, imamo tudi Jean Duval, neko razmerje, očitno se imata zelo rada, ampak tam vidimo pravzaprav, kdo Šarl je bil, oziroma kdo bi bil on v današnjem času. Ne. In pravzaprav njena gesta je ključna. Kaj se z njo zgodi, kaj ona naredi. Kaj izbere. Kaj izbere. Pravzaprav njena, to uporništvo, v kaj se prelije. Ne? Kakšna je njena izbira. Želela sem ji dati izbiro. Jean Duval v 19. kot v 21. stoletju. Tako da jaz upam, da jaz sem bila zelo resna, ko sem ta roman pisala. Zelo resna. Lahko povem, kako sem ga začela pisati? Da obrneva to piramido, greva tudi midve nazaj. Torej, kaj je bil ta tvoj navdih prvi? Kako se te je to sploh v tebi porodilo? Ja, neke zgodbe pride do tebe. In neke zgodbe hočejo biti zapisane in morajo biti zapisane. Hoče, da jih zapišeš ti? Ne vem. Lahko bi kdo drug. Možno. Lahko bi kdo drug, seveda. Ampak spet ne, da karkoli poveličujem, ampak jaz sem se zbudila zelo zgodaj zjutraj, nekje ob 5. in sem čutila dotik, da se me je nekdo dotaknil. Mislim, da to je bilo 2 leti pa pol nazaj. In ko sem se zbudila in pogledala okoli sebe, ni bilo tam nikogar. Ne? Sem pogledala moža, ki je bil na drugem koncu. In očitno je nekdo prišel do mene in se me je dotaknil. In potem sem pač tako začela pisati. In tudi ta uvodni prizor, ki sem ga zapisala, roman se namreč začne na koncu, ne? S temi velikimi zavesami, ki jih zagrne Jean Duval in odide.
Se zgodi točno to na Ja, in začetku. ko sem zapisala ta roman, ko sem 420 strani do konca odpisala svojih, sem se potem šele zavedla, da pravzaprav je bila 200. obletnica lani njegovega rojstva. Pri vseh teh faktih, pri vseh tem procesiranju Je šlo to podatkov, mimo tebe. sem se potem šele zavedla, 1821, mislim, ne? Tako da ja, ta zgodba je prišla do mene v resnici. Prišla je iz tega skupnega polja, ki ga mi vsi delimo, bi jaz rekla. Iz tega Človeštva, ustvarjanja, iz tega, iz tega vrtinca nenehnega. iz tega izvora sveta, Ja. kar sem pa raziskovala že zelo dolgo Tako. v bistvu. Mogoče zadnjih 10 let na nek način. Ne? Ampak da se je potem to sfokusiralo in da se je to nabralo, zgostilo, je bil pa pač ta čas korone, seveda. Ja. In s kakšno mislijo bi na koncu pospremila ta svoj roman v svet? Mogoče ena misel. Da bodimo prizanesljivi do ustvarjajočih posameznikov, zato ker se mi zdi, da ogromno dajemo. Ogromno dajemo. Svoje življenje na nek način smo vsi Tvegate, posvetili. podarite. Ja. In to je hoja po robu. Pravzaprav ustvarjanje hoja po robu. Tako da vse to, bom rekla, dementiranje ustvarjajočih posameznikov, ki ustvarjanje jemljejo resno, ne? Ki pišejo na način, ki boli, mislim, da si zaslužijo in da si zaslužimo večje prizanesljivosti, no? Na nek način. Tako, s tem bomo tudi končali. Najlepše se ti zahvaljujem za ta pogovor. Hvala ti za knjigo, ki je resnično odlična. Morda pa se srečava ob tvojem naslednjem 7. romanu. Želela bi si to. Ja, seveda. Že razmišljaš? Seveda razmišljam, seveda. Ampak kot rečeno, jaz imam res veliko odgovornost čutim do pisanja, tako da upam, da bo. Tako. Hvala lepa tudi vam za pozornost in vabljeni k branju čudovite nove knjige Tišina polna vetra Gabrijele Babnik na že tako bogato obloženih policah založbe Beletrina. Hvala Gabrijela. Beletrina, uživo.